Dober večer, je že tam. Torej, lep pozdrav se strani Zbora za Republiko. Letošnje poletje je bilo politično in je še vedno zelo turbulentno. In dobili smo vrsto nenadnih zakonov po hitrem postopku. To je bil en tak blitzkrieg v poletju in ni bilo takrat možnosti nobenih razprav o teh zakonih, ki pa so sedaj pač predmet referenduma. In Zbor za Republiko se je odločil, da da tudi svoje mnenje. Mi smo te zakone zelo dobro proučili. Nekaj smo dali v izjavah za javnost. Današnji večer je pa namenjen vsem, ki želijo kaj več vedeti o tem, zakaj gremo na referendum in kako naj glasujemo. Namreč, da ne bi zopet zapadli v neko čudno metodologijo sprejemanja zakonov in pa oblikovanja našega političnega prostora. Kot tukaj vidite, imamo eminentne goste. Moderator bo pa dr. Janez Podobnik in mu predajam besedo. Hvala lepa. Spoštovani France, psihiatrik, doktor medicine, tudi jaz nimam doktorata, imam vejco na koncu doktor medicine, tukaj pa je primarij, torej zdravniki smo kar aktivni. Spoštovane gospe in gospodje, res iskrena hvala za vašo udeležbo. Zbor za Republiko je star 18 let. France, jaz si vedel, koliko smo stari. 18 let. Pred 18 leti smo vstopili v slovenski prostor kot angažirani intelektualci po principu civilno-družbene pobude. Inspirirala nas je slovenska osamosvojitev, njene vrednote, potem pa tudi delovanje države in vseh njenih podsistemov. Jaz sem od vsega začetka njen član, se pa spominjam tudi zelo bogatih časov tega prostora Zbora za Republiko, ampak na poseben način vztrajamo naprej. Kadarkoli se v državi razpiše zakonodajni referendum, je to na nek način, če bom tako rekel v navednicah, praznik demokracije. Je priložnost za argumentirano razpravo. In že uvodoma bi radi absolutno zavrnili interpretacijo, da tisti, ki zahteva razpis zakonodajnega referenduma, katerega podpora je več kot 40 000 podpisov overovljenih na upravnih enotah, ta nikakor ne nagaja. Ampak odgovorno izkorišča poslovniške, zakonske in ustavne, bi rekel, podlage za tako odločitev. V Zboru za Republiko smo bili vedno pozorni o tem, kako deluje država, kako deluje vlada in njeni podsistemi. Zato nas je zmotiviral predlagani zakon o vladi. V Zboru za Republiko smo vsa ta leta kritično in zaskrbljeno bedeli nad medijsko krajino v Sloveniji. Zato smo seveda bili zelo angažirani, ko smo videli, kaj se dogaja na področju zakona o RTV. In zanimivo, v prostoru Zbora za Republiko smo vrsto let, in tukaj je bil primarij Remškar eden vztrajnih, govorili, kakšen problem in dolg je, dolg slovenske politike, da nimamo zakona o dolgotrajni oskrbi. In glej vraga, ne, tudi tukaj se je zgodil politična blokada in smo se razdelili pri neki temi, ki ne bi smela biti politična, ki ne bi smela biti ideološka. No in na vse te tri
zakonodajne referendume, imamo svoja stališča, vsi moji tukaj spoštovani kolegi so člani Zbora za republiko, pa začnemo z zakonom o RTV. Profesor dr. Žiga Turk, prosim. Hvala lepa za povabilo. Jaz sem res doktor oziroma inženir, ampak naj se izgovorim na Johna Reitha, ustanovitelja, duhovnega očeta BBC-a. On je bil tudi inženir, pa je ustanovil BBC. Zdaj, če povzamem svoje mišljenje o tem zakonu, o tem referendumu v enem tweetu, potem bi rekel, da vsebinsko protiustaven zakon je bil sprejet na nezakonit način, ker si politična večina želi vzpostaviti medijsko enoumje, da ne bi nihče opozarjal na to, da se sprejemajo protiustavni zakoni na nezakonit način. Dva ključna problema sta s tem zakonom. Sprejemanje po nujnem postopku. Vsak laik, ki prebere, kaj se sprejema po nujnem postopku, bo prebral, da se po nujnem postopku sprejemajo zakoni, ki so nujni zaradi interesov varnosti ali obrambe države, ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč, ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Vsakemu je jasno, da zakon o RTV ni nič od tega. Kar se tiče protiustavne vsebine, o vsebini je bilo veliko debat, veliko govora, mi se pretvarjamo, da je bistvo tega zakona v vsebini, v tem, kakšne organe upravljanja postavlja na RTV. Bistvo je povsem druge. Bistvo je, da prenehajo mandati vseh organov upravljanja in nadzora, torej programskega sveta, nadzornega sveta, generalnega direktorja, direktorja radia, direktorja televizije, in zato so šli sprejemati ta zakon. Zdaj, kolikor se jaz spominjam, ko sem bil minister, so nam lepo razložili, da ti zakone sprejemaš zato, da urediš zadevo, ki jo ta zakon ureja, ne pa zato, da boš menjal neka vodstva. Zato je moje mnenje, da gre tukaj za zlorabo pooblastil oziroma zlorabo zakonodajnega postopka, zato da bi se dosegli neki cilji, ki niso pravzaprav namen tega zakona. Zdaj, težav je seveda z protiustavno vsebino veliko. Glavna je morda ta, da v poseben položaj postavlja nekatere civilno-družbene organizacije brez prepričljivega razloga, zakaj ravno te, in odstranjuje iz možnosti vplivanja na nacionalno radiotelevizijo pravzaprav vse ostale. Zdaj, zagovorniki tega zakona poudarjajo dve stvari. Poudarjajo, da gre za depolitizacijo, in poudarjajo, da gre za vzpostavljanje nekakšne neodvisnosti. Obe besedi v Sloveniji sta po, bom rekel, s silo propagande postali sinonim za nekaj dobrega. Zakaj bi bila depolitizacija nekaj dobrega, ne vem, politika je vendar tisto orodje, s katerim uresničujemo različne oziroma soočamo različne interese, ki jih imamo, različne poglede, različne vrednote, različne ideologije, in depolitizacija lahko v tem kontekstu, torej depolitizacija kot nekaj slabega, pomeni samo to, da si tega soočenja ne želimo, da želimo, da ostane samo en pogled na stvari. Zdi se mi, da je pravzaprav tudi odpor proti politično drugače pobarvanemu vodstvu, ki ga kažejo nekateri zaposleni na RTV-ju, največji dokaz, v kako negativno smer je en del te hiše bil politiziran. Ni se politizacija zgodila s tem vodstvom, politizacija je v tej hiši že ves čas bila, to si je treba priznati, in vzpostavlja se eno majhno ravnotežje. Očitno je, da je v RTV-ju kar nekaj aktivistov, kako bi rekel, vročih aktivistov ene politične strani, in zdaj je nekaj malega, verjetno na prste ene roke, jih skoraj lahko preštejemo, ljudi iz druge strani dobilo nekaj vpliva. Nevarno je še nekaj, nekatere civilno-družbene organizacije torej dobivajo posebno moč, da predlagajo ljudi v organe nadzora RTV-ja. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo politika imela
še večji interes za to, kdo so ti ljudje, ki so, ne vem, varuh človekovih pravic ali pa predsednik Olimpijskega komiteja, ker bo preko njega vplivala na RTV. Torej, če je že politizacija nekaj slabega, potem bo posledica take ureditve to, da se bodo politizirala ne samo RTV, za katerega vidimo, da je itak politiziran, ampak še vse te organizacije, ki bodo predlagale ljudi v organ upravljanja. In potem je tukaj še ta boj, famozni boj za neodvisnost. Mi smo naredili iz neodvisnosti tudi eno tako svetinjo, nekdo reče, da je neodvisen, pa ima kar en svetniški si okrog sebe, če neko organizacijo za nekega človeka rečemo neodvisno, pa je to že skoraj, rekel, nek bi človek kar na kruh namazal, če bi pisali na lončku, da je zadeva neodvisna. Ja, ni bistveno, torej bistveno, kar nas zanima pri zadevi kot je RTV je, kakšni so izhodni kriteriji. Nas zanima, da je zadeva nepristranska, torej da je poročanje nepristransko, da je pluralno, da je dostop do RTV-ja s strani različnih ljudi, različnih mnenj. Zanima nas resnicoljubnost, zanima nas pluralnost, zanima nas vrhunskost, skratka, zanima nas rezultat. Kako do tega rezultata pridejo? Ja, če neodvisnost pomaga, v redu. Če bo pa nekdo naročil, od katerega je RTV odvisen, če bo nekdo ljudem na RTV-u naročil, vi pa morate biti nepristranski, vi pa morate biti pluralni, vi pa morate biti profesionalni. Fajn, nič hudega, če mi je treba to povedati, je pač to treba povedati. Jaz sem natančno gledal torej historiat BBC-ja, njihovo misijo, njihove izhodiščne dokumente in tam se pojavlja neodvisnost kot ena taka opomba pod črto, skoraj da. Tisto, kar jih zanima, je pa torej output, programi, ki so nepristranski in ki so visoke kvalitete. Poudarjajo, da BBC projicira v Britanijo britanske vrednote, ki so natančnost, nepristranskost in pravičnost. Neodvisnost pa, kot rečeno, nekje v opombi pod črto. Zdaj, o veliki sliki, kaj se na medijskem področju nasploh dogaja, v kakšen, bom rekel, medijski kontekst ta boj za RTV sodi, o tem lahko nekaj povem kasneje. Če zaključim, pri vsem skupaj gre za to, da, veste, če je cesar gol, ni dovolj, da je velika večina tiho o tem, da je cesar gol, moteče je, da en otrok reče, da je cesar gol. In zato je tak interes za RTV, še posebej s strani tistih, ki imajo golega cesarja. Vprašanje na referendumu je tehnično, kaj zdaj mislite, oziroma ali naj se zakon uveljavi ali ne, ampak v bistvu gre v tem referendumu, odgovor, ki ga bomo dobili na tem referendumu je, ali si ljudje želijo, da je Slovenija pluralna demokracija, v kateri imajo enakopraven dostop do vzvodov vsi, ali so za to posvečeni samo nekateri. Vprašanje je, ali slovenski volivci razumejo, da demokracija pomeni politično pluralnost, pravico, možnost in legitimnost različnih opcij, ali pa ne. In enoumje, ki ga vzpostavi vlada, ki ga vzpostavi parlament, ali pa ki se vzpostavi skozi večino ljudi, ki pridejo na referendum, je še vedno enoumje. Jaz si seveda želim, da bi bil zakon zavrnjen, da sedanje vodstvo ostane in da potem, ko se zadeve umirijo, to vodstvo demonstrira, kakšna naj bi bila javna RTV, da bi bila nepristranska, da bi bila pluralna in da bi bila kvalitetna. Iskrena hvala, odlično. Samo eno vprašanje bi ti še dal na kratko, ker tukaj sediva dva nekdanja predsednika državnega zbora in oba sva mandat zaključila do konca, vsa 4 leta. Mene je tudi v razpravah, pa tudi v samem postopku izredno negativno presenetila argumentacija, da ti nek postopek depolitiziraš s tem, da iz predlagalnega postopka umakneš parlament.
če je katera ustavna in siceršnja institucija v Sloveniji vsaj malo podobna politični različnosti, političnih in vrednostnih prepričanj ljudi, je to vendarle Državni zbor. Vse ostale so mnogo manj pluralne, a je tako? In pomislite, Državni zbor je sedaj izključen v tem pripravljalnem ali pa postopkovnem predlogu priprave novih članov programskega sveta. Kako to komentiraš? Ja, jaz bi rekel v duhu predlagateljev, da je bil postopek sprejemanja tega zakona depolitiziran. Ne? Da pravzaprav različni politični pogledi, različni politični interesi, različne politične stranke niso smele o tem nič povedati. Ne? Da je smela o tem zakonu povedati vse samo ena stran. Kar je tudi cilj tega zakona, da se sliši samo eno stran. Ne? To je depolitizirano. Mi smo depolitizirani bili od 45 do 90. Povsem depolitizirana država je bila. Tako oni se mi zdi, da oni razumejo to. No? Hvala lepa. Zdaj bomo šli naprej. Malo je nenavadno, ker bomo skakali iz podsistemov v podsisteme. Bomo potem pa nadaljevali tudi tematiko, ki je dr. Žiga Turk odprl, še posebej nekaj zelo močnih vsebinskih, ne samo postopkovnih, vsebinskih argumentov, zakaj zakon ni ustaven, je napisal ustavni strokovnjak dr. Avbel. Odličen tekst je napisal na to temo. Sedaj bi pa dal besedo svojemu prijatelju Janezu Remškarju. Janez je, dr. Remškar, torej primarij, je na poseben način, bi rekel, verificiran, da govori o tej tematiki. Je eden od tistih v Sloveniji, ki ima največ izkušenj z delovanjem tako v zdravstvenem sistemu, na različnih pozicijah, od zdravnika do vodenja velikih bolnišničnih sistemov, če omenim bolnišnico v Jesenicah ali pa Onkološki inštitut, kjer si bil direktor, pa bil si tudi predsednik sveta zavoda UKC-ja, pa večmandatni državni sekretar, ampak ti si bil tudi na drugi strani. Ti si tudi bil in si še vedno sodelavec SPIZ-a in poznaš, kako ljudje doživljajo to zgodbo, ko se jim približajo bolezni in osamljenost in ostarelost. Prosim, Janez. Hvala lepa, lep pozdrav vsem prisotnim. Torej, jaz mislim, da je zakon, oziroma, pardon, da bom tako jasen, novela zakona, ki jo je pripravila vlada dr. Goloba, popolnoma nesprejemljiva oziroma jo je potrebno odkloniti, glasovati proti. Torej, glasovati proti noveli zakona. Noveli zakona, ki je bil sprejet v času vlade gospoda Janše decembra 2021. Zdaj pa zakaj? Geslo sedanje vlade je za varno starost. Torej, katastrofalna, nesramna, sovražna ukana. Jaz sem bil leta 1992 tudi v takrat še skupščini, v sicer zboru združenega dela, kjer smo bili v hudi manjšini predstavniki Demosa, ampak eden od mojih kolegov, kadar je šel na govornico, je nagovoril bivše komuniste, ki so se prebarvali v marsikaj ukanjevalci. Vedno je s to besedo začel. Ukanjevalci, boste spet to. Skratka, mi smo spet v času, ko vas nekdo hoče ukaniti, ogoljufati, prelisičiti se temu pravi. Mi smo imeli svobodo leta 1945, vemo kakšna je bila in imamo spet sedaj. In spet z istimi ukanami nadaljujejo. Konkretno. Moje vprašanje tudi zadnjič na soočenju na televiziji je bilo, ali sploh vemo, jaz sem zdaj že malo uvodoma povedal, o čem bomo glasovali. Prepričan sem, da večina Slovenk in Slovencev ne ve, oziroma bo šlo za tem, kar propagira vlada za varno starost. Narobe. Če bomo glasovali za to, bo prišlo do odlaganja, vprašanje dokdaj, Bog si ga ve dokdaj, zakona, ki ga sprejemamo 20 let. Torej, prepričan sem, skratka, da ne vemo,
In mislim, da še enkrat poudarjam, da je treba glasovati proti. Če bomo glasovali za novelo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo pripravlja vlada dr. Goloba, skratka za odlok. In glej ga zlomka. Predsednik vlade je na odboru, ko so razpravljali o referendumih, zagotovil, da bo novela pripravljena do referenduma. Zdaj sem pa zasledil 17. novembra 2022 v Delu članek, kjer se predstavniki, ki pripravljajo to novelo, oziroma ne pripravljajo, stoje za to novelo, zgražajo nad osnutkom, ki so ga dobili na vpogled le za 4 dni. In ena od najpomembnejših predstavnik Srebrne, torej gospa Biserka Marolt-Meden, predsednica Srebrne niti, je rekla naravnost, citiram, nobenih pripomb ne bomo pisali, ker se nam zdi popolnoma neprimerno, da dobimo tak osnutek, ki v ničemer ne izboljšuje, ampak povzroča samo slabo voljo tistim, pozor, ki resnično želimo urediti dolgotrajno oskrbo. Konec citata. Skratka, skupina, ki jo predstavljajo, zdaj sem pa direkten, ker poznam situacijo, sindikati, socialna zbornica, sindikat nege, torej potem predstavniki VDC-ev, varstveno-delovnih centrov, zbornica zdravstvene in babiške nege, sindikat zdravstvenega in socialnega zavarovanja in tako dalje, to so sindikati in društva, ki jih prav nič ne skrbi, da nas EU od leta 2013 opozarja, da imamo pomanjkljivo, povsem nezadostno oskrbo na domu, na domačem naslovu starostnikov, invalidov, prizadetih, za starostnika poznanem okolju, kar je najpomembnejše. To se pravi, od leta 2013 nas EU opozarja. Vsi ti predstavniki pa v letih od 2008 do 2020 niso naredili nič. Namreč, namenoma sem šel pregledati, v letih od 2008 do 2010 je bila levo, recimo sredinska vlada, na oblasti 131 mesecev, desno-sredinska pa 13 mesecev. Skratka, v 10 letih niso naredili nič. Niso bili... Skratka, ja. To je stališče, ki zagovarja samo sebe in je pravi odraz neoliberalizma. Moram pa takoj v zagovor tem domovom povedati tudi sledeče. Kadrovsko, finančno in vse ostalo so dejansko v izjemno podcenjenem stanju. Zakaj? Zaradi zanemarjanja tega področja zadnjih 10 let strani levo-sredinskih vlad. Torej, poudarjam še enkrat, najglasnejši nasprotniki že sprejetega zakona so predstavniki stroke, ki želi imeti in obvladovati to v svojih rokah. Ne dati nekomu, ki bo to opravljal na domačem naslovu. Glavni moto teh strokovnjakov je, da za to rabiš usposobljene ljudi. Zdaj bom pa povedal svoj primer, ker sem bil na enem izobraževanju v Kanadi iz menedžmenta. Smo obiskali dom starostnikov, ki ga je financiral v Torontu gospod Kastelic. To je bil veletrgovec z lesom. On je zgradil, res je potem Ontario, provinca Ontario to torej dofinancirala. Ko smo obiskali ta dom, je bila direktorica Škotinja. Sredi popoldneva, ko smo gledali skozi okno, smo zagledali mladenke, mladeniče, ki so hodili, se pogovarjali z oskrbovanci na sedečih, ležečih vozičkih. Jaz bom rekel, pa nič slabega ne mislim, z ljudmi, ki so gledali v zvezde, več ali manj,
koliko so bili prisebni, težko reči. Ampak peljali so jih ven, se pogovarjali z njimi. In ko sem vprašal direktorico, sem rekel, kdo pa so to? Ja, prav veste, pa nas v tej regiji imamo pa sprejet zakon, da mora vsaka družina, ki želi imeti pristop v ta dom, opraviti na mesec, če imajo zdrave člane, toliko ur prostovoljnega dela. In ni variante, da bi stroka postavljala pogoje. Kajti transfer, prenos iz bolniške postelje na voziček ali pa na ležeči voziček se da zelo hitro in dobro naučiti. Pogovarjati pa tudi ni težko. Ampak pri nas pa stroka, jaz govorim v narekovajih, zahteva, da je vse to, ne vem, kakšna edukacija. Narobe. Skozi to ne bomo nikdar prišli do resne oskrbe in skratka bomo še nadaljevali s tem, kar sedaj hočejo zavreti s to novelo zakona. Jaz se ne bom spuščal, ker imam tukaj dr. Fortejevo, v to, kaj prinaša in omogoča že sprejeti zakon. Že sprejeti zakon. Vsekakor pa je najvažnejše to, da popravlja oziroma želi popraviti to, kar nas Evropa opozarja, da moramo enakovredno obravnavati bolnike v domu in oskrbovance v domu in oskrbovance, ki so na domačem naslovu. Zdaj pa grem naprej. Luka Mesec je rekel, da je to krasno na soočenju, da je to vse v redu urejeno. Jaz ne vem, a se norčuje, ali resen, ali pa pojma nima. Skratka, v tem kontekstu je seveda nadaljevanje te zgodbe neresne. Predstavnik ZZZS-ja, naše edine zavarovalnice, je rekel, da je v domovih za oskrbovance ustrezno poskrbljeno. Namreč, trdo je, da je na 21.500 oskrbovancev v domovih 82 timov, oziroma, da me boste razumeli, 82 zdravnikov splošne prakse. Skratka, mislim, 265 pride bolnikov, oskrbovancev, pardon, na enega zdravnika. In je rekel, čakajte malo, to je 265, če pa delam kot zdravnik v zdravstvenem domu ali pa kot koncesionar, imam pa 1615 glavarinskih količnikov. In to on primerja. Glejte, ali je to ignoranca, ali je neznanje, ali pa ne vem, kaj bi še rekel. Namreč, začel sem s tem, da je v domovi niso več domovi. To so bolnišnice z najtežjimi bolniki, s katetri, na kisiku, z ledvično odpovedjo, z srčno odpovedjo. Skratka, tam mora biti zdravnik praktično stalno oziroma zelo pogosto prisoten. Predstavnik zavarovalnica pa pravi, da je to enako, 265 oskrbovancev v domu ali pa 1600 v ambulanti. Če sem jaz v ambulanti, delal sem tudi v ambulanti, imam 1615 prijavljenih v svoji ambulanti, ampak od tega, bom rekel, malo pretiraval, morda tudi 1000, tudi enkrat na leto ne pride v ambulanto. Ostali pridejo pa po recept, na potnico, nekaj je bolnih in tako naprej. Skratka, ne podcenjujem tega dela. Primerjava je pa nesprejemljiva in ignorantska. To je en del. Drug del, vam želim predstaviti svoje videnje še naprej. Morda tudi čustveno, pa ne z namenom. Jaz sem mnogokrat na terenu prizadet. Primča vas, ne vem, če veste, ki je to. To je od Ambrusa še majhen takole, če gledaš proti jugu, levo noter. Prekrasna pokrajina, prekrasne hiše, pa tudi stare, zanemarjene hiše. Na naslovu, kjer sem potrkal, je bila zanemarjena hiša. Potrkam, oglasi se, ja, še enkrat potrkam, kar naprej in grem, stopim veliko vežo, iz veže odprta vrata v kuhinjo, za mizo sedi gospa, gleda skozi okno. Ko pridem blizu, se predstavim, se začneva pogovarjati, se usedem, začneva pogovarjati. Gospa pri 85 letih je izgubila moža pred 40 leti
in sicer v nesreči v livarni v Ivančni Gorici, požar, opekline umrl. Ostala sama s 4 otroki na kmetiji. Ona tudi slučajno nima finančnih sredstev za v dom ali pa za oskrbo na domu po sistemu, kot smo ga imeli do sedaj. Njena hojca je bil stol, stolom se je premikala. Imela je srečo, da so 2 sosedi za njo skrbeli, ampak ta država ni za njo naredila nič. Nič. Drug primer bom zelo kratek, zato da vam opišem sliko sedanjega stanja, ki je veljal 10 let in se ga na tem segmentu ni naredilo popolnoma nič. Možakar star rojen 65 leta, spet v istem predelu Slovenije, težek inzult, po hospitalizaciji, Soča, vendar prizadetost huda, leva stran popolnoma hroma, desna nekoliko, govor moteč, vendar komunikacija možna. Ko sem se z njim pogovarjal, ni se mogel jokati, ker je bil tudi v obraz paretičen, ampak solze so mu pritekle. Potem sem šel in se ugotovil, da je praktično nepokreten, da mu pripada celotni dodatek za pomoč in postrežbo, to se pravi 300 evrov. Ko sem se pa ustavil v kuhinji in se pogovarjal z gospo, je pa tudi ona zajokala, rekla, ne vem, kaj naj naredim. Izkoristila sem vse možne oblike bolniške. En sin je v šoli, drug sin že dela, ne morata vzeti bolniške. Pred pol leta sem prosila socialne službe za to, da dobim oskrbo, ker želim pa gospoda imeti doma, da dobim to oskrbo na domu. Nobenega odgovora. Tako da sem se res, bil sem kar ogorčen in sem pisal na socialno službo na določenem naslovu in sem dobil takoj odgovor, da bojo zdaj pa takoj reagirali. Ampak pol leta je bila ta gospa v skrbeh, kako in kaj bo z njenim soprogom naprej. Če zaključim. Torej, jaz imam še marsikaj za povedati z tega področja. Dejstva je, da je oskrba do sedaj neurejena, tako v domu, kot na domačem naslovu. Dejstvo je, da je zakon, ki ga je sprejela vlada gospoda Janše, te stvari spreminja, seveda ne takoj, ampak začetek bi bil za 1.1.23. Finančna sredstva za ta začetek so bila zagotovljena. Tudi priprava zakona za tako imenovano socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Skratka, sedaj ga pa ta vlada hoče to odložiti do bog ve kdaj. Zakaj? Zaradi tega, ker ne želi denarja dajati za starostnike, to naj bi bila po njihovo socialna država, in zaradi tega, ker določeni lobiji želijo denar za sebe. Toliko za začetek, malo provokativno, ampak mislim, da imamo še marsikaj za dodati. Jaz, če dovolite, bi sem tle še dodal, vsak ne zavedajo, da jutri se lahko njemu zgodi, ker nikoli ne veš, kdaj se ti kaj zgodi. Levi, desni, zeleni, veliki, mali, stari, mladi, vsakmu se lahko zgodi. Povejte, sem Schumacherja, koliko milijonov kilometrov je predirkal, posebej pa ne smo šubo. Če samo zaključim na to vašo pripombo, Forum 21 izgoreva za socialno ogrožene, kot vsi vemo. Sedanji predsednik vlade za 450 tisoči bruto plače, tukaj je moj kolega, primarij Možina, tudi predsednik zdravniške zbornice, ve podatke, generalna direktorica kliničnega centra pri 2800 zaposlenih, ne, 8000 zaposlenih, pa 2100 posteljah, je prišla pa na 60 000. Skratka, tudi on najbolj izgoreva za socialno ogrožene. Skratka, ta država, oziroma mi smo tisti, ki smo zgubili vse kompase.
Hvala lepa. Hvala. Samo še eno vprašanje, predno bi dal Aleš tebi besedo. Bil sem pozoren tudi v teh soočenjih, da je glavni argument predstavnikov vlade, da samo odlašajo, da bodo prestavili izvajanje sprejetega zakona na prihodnje leto. Ampak tu moramo biti zelo natančni in zelo, rekel, nepopustljivi. Zadnji intervju, ki ga je dal predsednik vlade dr. Golob, je bilo včeraj, v ponedeljek, v Reporterju. In tam je nedvoumno povedal naslednje. Sprejem našega vladnega zakona na referendumu, torej citiram, nam omogoča, da v tem času pripravimo novi zakon, ki bo popolnoma drugače uredil to področje. To se mi zdi tako ključna izjava predsednika vlade, da vse te interpretacije, da ne gre nič pri vsebini, da se bo to samo kasneje začelo izvajati, resnično za besedo, kot si je uporabil, ukana. Definitivno. Jaz moram reči še to, 5 let sem bil na ministrstvu, ne meni, ampak zamenjali so 4 ministre. Jaz sem, ne vem po kakšnem čudežu, pri vsakem ministru, tudi pri levih dveh, obsedel na tisti svoji funkciji. Na koncu sem odšel po 5 letih, ker sem imel dovolj enkrat levega, enkrat desnega zdravstva. Nikdar pa zdravstva za ljudi. Skratka, in v tem obdobju sem se soočil tudi z tem, kar je kolega Janez povedal, da sem imel velike težave, ko sem se dogovarjal, pa sicer na prijazen način, s predstavnikom Ministrstva za delo in socialo, kaj sodi na Ministrstvo za zdravstvo in kaj sodi na Ministrstvo za delo oziroma socialo. Da smo to opredelili, kam sodi. Namreč zadaj so denarna sredstva, ki jih mora vsako ministrstvo zagotoviti. In to je tudi sedaj ena od velikih točk prepira oziroma neskladja, čeprav, še enkrat poudarjam, z zakonom, ki je bil sprejet lani decembra, so tudi te stvari urejene. Marsikaj je treba še govoriti o samih dejstvih, skratka, mislim pa, da sem dovolj govoril za sedaj. Hvala lepa. Še preskok, torej na tretji referendumski paket. Vedno, kadar je po volitvah, ko so koalicijska pogajanja, imamo koalicijsko pogodbo in pomemben element vsake koalicijske pogodbe je operacionalizacija programsko-političnih smernic in odločitev in zato je zakon o vladi to zelo pomemben instrument tega dogajanja. In sedaj smo pri tej tretji temi, spremembi zakona o vladi, ki ga je predlagala aktualna vlada, kmalu po volitvah, na katerega je bil tudi vložen zakonodajni referendum. Aleš Hojs, prosim. Tudi predstavitev. Hvala lepa, Janez, tudi lep pozdrav vsem skupaj z moje strani. Morda samo za začetek, če dovolite besedico o zakonu, ki je po moje najbolj pomemben in to je zakon, ki je za ljudi najbolj pomemben, to je zakon o dolgotrajni oskrbi, če dovolite. Gre še za eno veliko ukano, ki jo želi aktualna vlada razrešiti z pritiskom na Državno volilno komisijo. Morate vedeti, da je aktualni zakon sprejet, torej mi ne govorimo o zakonu, ki ne bil sprejet, ampak govorimo, tako kot je dr. Remškar povedal, o spremembi tega zakona. In po aktualnem, torej veljavnem zakonu, pravice ljudem začnejo pripadati za 1.1. leta 2023. Ker je referendum šele 27. novembra po vseh možnih in predpisanih zakonodajnih rokih, ki ugotavljajo izide referenduma, izida ni mogoče razglasiti pred 31.12. Zakaj? Zaradi tega, ker je pač potrebno ugotoviti, koliko ljudi je v tem času umrlo, koliko je dejansko bilo volilnih upravičencev na tisti dan, ali je bil dosežen kvorum, to je seveda vezano tudi na to, koliko je bilo volilnih upravičencev. Zato je pritisk na Državno volilno komisijo, da naj to razglasi pred 31.12. enorm.
Danes je predsednik stranke SDS na Twitterju tudi zapisal, da očitno živimo v državi, kjer se pravile igre spreminjajo kar med tekmo, ne? Zdaj pač tekmujemo, vidimo, kakšen bo rezultat in kar med tekmo spreminjamo rezultat. Kajti zakaj je to zelo pomembno? To je zelo zato pomembno, vkolikor ni razglašenega rezultata referenduma, kakršenkoli že bodi, ostane zakon v veljavi in vsi tisti ljudje, ki jim to pripada s 1.1. dobijo te pravice, pravice so pa tudi po ustavi, jih ne moramo vzeti za nazaj. Zato seveda so te pritiski, da Državno volilno komisijo, ki naj bi zdaj celo o tem glasovala, kdaj bodo rezultate razglasili, enormni, ker se mi zdi pa pravzaprav ena še dodatno velika ukana, ki jo ta aktualna koalicija zganja na tem političnem parketu. Zdaj pa še na mojo temo. Torej, tako kot sem povedal v začetku, nekako se mi zdi ta zakon pravzaprav od vseh teh treh, če sem iskren, najmanj pomemben v tem smislu, kako bo vplival na državljane, kako bo vplival na našo prihodnost, razen v tem smislu seveda, da bo vplival na naše denarnice, ne? To, kar je v bistvu pa pravzaprav tudi zelo pomembno, glede na to, da smo vsi plačniki v državni proračun. Gre pravzaprav za zelo tehnični zakon, kjer je predsednik vlade Golob napovedal, da bodo oziroma uveljavil zakon z 20 ministrstvi, torej 19 ministrstev in en minister brez resorja, med njimi tudi tako zvano ministrstvo za solidarno prihodnost, ne? Torej, če sem malo zloben, me čudi, da niso uvedli ali pa ustanovili tudi ministrstva za depresivno preteklost, recimo, ne? Ker imajo toliko veliko zapovedati čez prejšnje vlade. Bi pa želel tukaj upozoriti na eno stvar. Ne gre za povečanje iz 17 na 19. Treba je vedeti, da je naša vlada pravzaprav imela 15 ministrstev, 2 ministrstva sta brez resorja, ki sta bila pravzaprav de facto brez nekega stafa, brez česarkoli, torej dejansko gre povečanje iz 15 na 20 ministrstev. Jaz sem naredil eno kratko preglednico, koliko članov vlade pravzaprav smo imeli v dosedanjih vladah. Preglednica je relativno po moji oceni izjemno zanimiva. Kaže na to, da smo pravzaprav v vseh teh letih, glede na število prebivalcev, glede na število GDP-ja, o čemer bom povedal malo več, pravzaprav izrazito nesorazmerni. Lepo pa se vidi, da pravzaprav je vsakič zgolj desna vlada, torej bodisi Bajuk, bodisi Janša, to sta pravzaprav bila edina dva desna prime ministra v tej državi, poskušala nekaj narediti z racionalizacijo resorjev, vse ostalo pa je bilo zgolj in vedno zgolj samo povečanje. Torej, danes sem si vzel malo časa, pa sem naredil tole primerjavo. Ta primerjava je v bistvu bila na nek način že tudi v medijih bolj ali manj nekako predstavljena, morda ne toliko natančno, posebej je manjkala tista druga kolona, ne? Torej kolona, kakšen je GDP v posamezni državi, ne? Torej bruto domači proizvod. Torej govorimo 4,3 bilijona, to pomeni, to so bilijon je milijon milijard, ne? Torej to se pravi 10 na 12, ne? Če je milijarda 10 na 9. In lahko pogledate, ne? Da pravzaprav redke so države, ne? Torej zgolj tele bolj mediteranske, ne, če temu tako rečem, Španija, Italija recimo. Italija, ki ima večje število članov vlade kot naša predlagana vlada, celo kot naša sedanja vlada, pri čemer seveda pa ne moramo se primerjati z GDP-jem, ne, kot vidite, Španija 1,24, Italija 2,1 bilijona, da v številu prebivalcev 47 milijonov, 59 milijonov niti ne govorim. Torej Slovenija z bi rekel 61,5 milijardnim GDP-jem, z 2,21 milijonov prebivalcev pa naj bi imela 20 ministrstev. Ne? Lahko si predstavljate to nesorazmerje. Seveda sem zraven naštel še tiste, ki jih nisem posebej obdeloval, ne? Ampak pravzaprav, če pogledate države Evropske unije, Švedska, Mađarska jih imata 11, Avstrija, Bolgarija 12, Nizozemska, Grčija, Finska, Belgija 13. Torej gre za države, ki imajo nekaj milijonov več prebivalcev kot mi, torej 3 do 4-krat več. O GDP-ju pa ne bi izgubilo besed, kajti tudi te države, razen morda Bolgarije pa Grčija, ne, Bolgarija nekaj manj, Grčija pa tam, ne, primerljiva z Slovenijo. Zdaj s predlogom tega zakona oziroma uveljavitvijo tega zakona sta bile zamolčane ali pa so v teh javnih razgovorih posebej izpostavljene 3 velike, zdaj bom uporabil Remškarjev izraz, ukane, ne. Torej, prva je ta, da ne bo finančnih posledic,
To nikakor ne drži, finančne posledice bojo. Ne gre zgolj za posledice, vsi govorijo o tem, da bo pač plača ministrice Bratuškove, ki ne bo ministrica, ki ne bo državna sekretarka, kot je danes, bo pol ministrica zgolj nekaj 300 bruto evrov več. Vi se morate zavedati, da vsako ministrstvo, ko se ga ustanovi, za sabo potegne novo sistemizacijo, organizacijo prostorov, organizacijo vsega tistega potrebnega stafa, ki je za ministrstvo potreben, spremembe v proračunu, spremembe v načinu zagotavljanja teh javnofinančnih sredstev in še bi lahko govoril. Torej, nikakor ne drži, da finančnih posledic ne bo, finančne posledice bojo in vse skupaj bo dražje. Druga pomembna zadeva, ki bi jo izpostavil, je to, kar seveda se navezuje na tiste podatke iz prej, torej predlagano število ministrstev nikakor ne sledi nekemu splošnemu številu ministrstev, ki jih imajo v mednarodno primerljivih državah. Tukaj se seveda oziramo ali pa smo v družbi evropskih držav, pa da ne bo dileme. Enkrat sem slišal tudi ta očitek, ne morete primerjati Slovenije pa Nemčije, vendarle je Nemčija zvezna država, tako da sem šel danes sam še gledati, kako je pa po deželnih vladah, torej za primerjavo Bavarska. Bavarska ima z zakonom predpisano, da je lahko ministrstvo v največ 17, ob tem, da je Bavarska približno 3-krat večja od Slovenije, mislim pa, da ima 6-krat več prebivalcev, mislim, da ima prebivalcev že okrog 12 milijonov, tako nekako. Torej, gre za predvsem, tudi v tem duhu povsem neprimerljive številke, pa vendarle so tudi deželne vlade nekako omejene s številom ministrstev. Torej, in tisti zadnji, najbolj pomemben argument tudi po moje, ki ga tudi malo pozabljamo, je pa ta, da gre pravzaprav za povsem nelogično ali pa bi rekel povsem nenaravno delitev ministrstev. Ta ministrstva, ki jih bomo ustanovili, oziroma ki so jih ustanovili, ne bodo v ničemer pripomogla k bolj operativnem delu vlade, bolj učinkovitem delu vlade, boljši organiziranosti, boljšemu servisu državljanov, ampak gre zgolj za reševanje tako imenovanih izgubljenih sinov, če jih lepo imenujem, torej tistih, ki so jim volilci na volitvah rekli ne, torej ministrstva za Bratuškovo in še za vse tiste, za katere je potrebno zagotoviti v okviru javne uprave oziroma državne službe ustrezna mesta. Luka Mesec je ob nastopu na hearingu, to se boste spomnili, verjetno, povedal, da bo približno 1 leto potreboval, da bo vzpostavil ministrstvo. Ta ocena je bila dosti realna, njegova. Torej, tukaj sem povedal, nova sistemizacija, proračunski viri, prostori in tako naprej. Pol leta ministrstva pove, to je povedal zadnjič, da pravzaprav niti tega ministrstva ne rabimo, ker zdaj je ugotovil, da je pač potrebno na ministrstvu delati in zakaj bi pravzaprav mogel delati nekaj, kar še ni vzpostavljeno, če pa lahko se zadovolji s tem, da po Sloveniji troci bučke in prepusti tistim, ki ministrstvo vodijo, ministrstvo, ki ga formalno vodi, a ga že naslednji dan predsednik vlade popravi, da ne, to pa ne, če smo nekaj rekli, da bomo naredili, torej tudi če smo rekli neumnosti, bomo delali neumnosti, torej skrb za to, da je ta zakon sprejet, je tudi z njihove strani izjemno velik, pa ne zaradi tega, ker bi bil tak problem z manjšo vlado vladati, ampak predvsem zaradi tega, da bodo lahko, kar mislim, da ne bodo, zopet govorili, kako smo bili v referendumih neuspešni. Torej, če zaključim, nova ministrstva dejansko ne ustanavljajo zaradi dejanskih potreb, temveč jih ustanavljajo zaradi ad personam želja in delitve stolčkom tistim, ki so jim bile obljubljene. Približno takole se bo glasil referendumski listič, seveda je potrebno obkrožiti proti, tako kot seveda v vseh 3 primerih je potrebno obkrožiti proti, pa da ne bomo končali vedno s tem, da smo nekaj proti, sem danes tudi razmišljal, kakšna pa je rešitev. Že pred 3-4 letimi, ko sem se enkrat pogovarjal z predsednikoma, pred 2 predsednikoma parlamentarnih strank sem govoril, ko je bilo veliko govora o tem, kako so dejansko so plače tako poslancev kot ministrov in vseh tistih, ki so na najbolj odgovornih mestih v državi, nesorazmerno nizke, če pogledate vi plače, nekih direktorjev v državnih firmah, zaslužijo tudi po 2-krat, 3-krat več, povsem neprimerljivo. In takrat sem jim predlagal, pojdite vendarle že enkrat
zakonom, ki bo te plače in ta sorazmerja uredil, ki pa ne bodo veljale za vas. V zakon zapišite, da bo ta zakon stopil v veljavo, zdaj, če govorim v današnjem stanju, bi recimo napisal, zakon stopi v veljavo 1.1. leta 2025. Torej, to pomeni, da ne velja za mene, ne velja za to aktualno politično garnituro, ampak velja za tiste, ki bodo na naslednji tekmi uspešni. Torej, vsi vemo naprej, kakšen bo ta rezultat in vsi bomo lahko mirne roke rekli, pogledajte, vedeli ste, vsi smo vedeli, kako bo, tudi državljani so vedeli, da tako bo in so nam dali glas. In posebej enako se mi zdi, da je potrebno na področju zakona o vladi. Jaz se strinjam s tem, da si vsaka vlada organizira svojo strukturo ministrstva po svojih željah, ne nazadnje tudi po predvolilnih obljubljah, ampak po moji oceni je potrebno sprejeti ustavni zakon, ki bo, če rečem, tudi od nekega leta naprej, ne, da ne bomo rekli zdaj, ampak od nekega leta naprej, omejil števila ministrstev, ki jih lahko v slovenski vladi ustanovimo. In to število bi moralo biti po moje kar precej, bi rekel, uravnoteženo z primerljivimi državami. Ne. Zaključen s tem, Švica, veste, koliko je velika, tudi veste, koliko je bogata, ne. Že 40-50 let fura državo z 7 ministri, izmed teh 7 ministrov pa se predsedniško mesto izmenjujejo, torej vsak je nekaj časa predsednik in zgolj 7 ministrov obvladuje oziroma vodi vso državno administracijo v Švici. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa po tej naši prvi, bi rekel, predstavitvi. Bi predlagal sedaj, če se strinjate, da bi dali besedo našim obiskovalcem. Pa ne vem, Žiga, se strinjaš, da gremo najprej na tvoje področje? A si razdelimo malo po referendumskih vprašanjih? A gremo najprej na zakon o RTV-ju? Ali pustimo odprto? Pustimo odprto, v redu. Potem bi jaz, bi rekel, izkoristil privilegij kot nekoga, ki vodi, pa bi kolegico Alenko Forte izval, svojo tudi kolegico iz poklica, odlično državno sekretarko tudi, ki ima v malem prstu vsebino trenutno še vedno veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi. Če lahko poveš tvoj pogled, pa mogoče tudi, kako doživljaš to referendumsko kampanjo. Če se spomnite, lansko leto, jaz sem bil nekoč minister za okolje in prostor, če kaj vem, da lansko leto ni bil referendum o pitni vodi. Absolutno ni bil. To je bila tipična ukana. Je pa jasno, da so ljudje glasovali za, če je taka interpretacija. Torej, kaj je zdaj ta dostojna starost? Zakaj se gre? Ja, takole si bom naredila. Hvala za besedo, lep dober dan vsem. Biti na Ministrstvu za zdravje in državni sekretar je bila moja najbolj zahtevna izkušnja v življenju, pa sem specialist 2 specialnosti, interne medicine in gastroenterologije, vendar to, kar sem doživljala 1 leto in pol na ministrstvu, je bil res poseben izziv. In poseben izziv je bil peljati zakon o dolgotrajni oskrbi skozi parlamentarno proceduro. Že takrat so vsi nasprotovali in najbolj tisti, ki so bili 17 let dolžni ta zakon sprejeti. Da korigiram, od leta 2007 do 2017 je bil osnutek zakona na Ministrstvu za delo in tam so danes vsi tisti uradniki in te skupnosti še vedno prisotne, ki bi lahko ta zakon pripeljale v parlament že do leta 2017. Ker pa gospe Milojki to ni ratalo, da bi to pripravila, se je leta 2017 predstavilo na Ministrstvo za zdravje. In kot govorijo, gre res za hudo prevaro naših državljanov s tem, kakršno je danes pozivanje vlade, da glasujejo za zakon. Glasujejo ljudje za odmik pravic, ki jih zakon sprejet decembra 2021 prinaša, kar pomeni. Zakon je napisan tako, da je povsem jasno, kdaj bi moral kdo kaj narediti. Vodstva socialno-varstvenih zavodov, vsi direktori, bi morali do 30. oktobra javiti na zavarovalnico, katere osebe so, starostna kategorija in koliko plačujejo za oskrbo v domu. In
Zavod za zdravstveno zavarovanje mora po uradni dolžnosti do konca tega leta pripraviti nove odločbe, ki bojo vročene tem, ki so danes nameščeni v domovih in prevedeni v kategorije. Plastično. Nekdo, ki je danes dementen, bom rekla, na varovanem oddelku, dobi danes, plača danes namestitev, ki je povprečno 604 evre, za njegov in pomoč, če ima srečo, dobi dodatek, ki je lahko najvišji 451 evrov. Torej, on dobi nekaj manj kot 1000. Eno je penzija, drugo pa je ta dodatek 1000 evrov. Po tem zakonu bi mogel vsak, ki je dementen na zaprtem oddelku, najtežji pacient, nepokreten, dobiti 1870 evrov iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje, skladno z odločbo, ki bi jo morali izdati, in bi ta oseba plačevala samo še 604, kot vsi, namestitve, 1870 evrov bi bile pa pravice za nego, se pravi umivanje, hranjenje, sprehajanje, fizioterapijo. In zakaj se domovi branijo in vsi ti, ki danes pozivajo, vključno z gospodom Golobom pa s predstavniki socialno-varstvenih zavodov, ker niso nič naredili. Ker če ima nekdo pravico do uslug iz 1870 evrov, ne samo s 500, pomeni več negovalk, pomeni več medicinskih sester. A veste, kako je danes v domu? Jaz sem bila 18 let konziliarni internist enega doma. Tam je v nočnem času za 180 varovancev med 20 uro pa zjutraj 6 uro ena srednja sestra pa ena bolničarka. Ljudje ležijo pokakani, polulani, žejni v posteljah. In ta zakon to odpravlja. In zato je, da nam rekla, nemoralno, da kdorkoli poziva, da se glasuje za odmik tega zakona. Zato moramo biti odločno proti odmiku zakona in vsi te, ki so danes v domovih, bojo s 1.1.23 koristili pravice. In tisti, ki je še relativno dober, da skoraj da nič ne potrebuje, mogoče da mu sestra obuje čevlje, ta bi moral po tem zakonu dobiti že približno 250 evrov mesečno, in kategorije so potem navzgor do 1870 evrov. In to ropamo naše ljudi, ki so to državo ustvarjali, vplačevali davke, te ljudi oropamo. In naslednji korak, mi zamikamo tudi te pravice oskrbe na domu v nedogleden čas, ker mi smo videli 14.11. osnutek, ki ga je zdajšnji minister pripravil, on v tem zakonu že tretjino pravic črta in vzrojili so predstavniki upokojencev in so ta zakon zamrznili. Čeprav danes podpirajo predstavniki, verjetno imajo politični pritisk, to je pokvarjena kuhna in nemoralno, da Zveza upokojencev Slovenije podpira takšno nemoralno delovanje trenutne vlade. Mi imamo zakon, ki je veljaven, ljudje imajo pravice, nekateri že s 1.23, samo aparat na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, v socialno-varstvenih zavodih, ljudje, ki so dolžni po službeni, po uradni dolžnosti nekaj delati, tega niso delali. Če lahko samo še nekaj povem, jaz sem bila izredno angažirana, ko je zakon stopil v veljavo. V januarju letošnjega leta smo naredili več delovnih skupin in dokler sem bila na ministrstvu, smo vse procese peljali. S 1.6., ko sem jaz šla z ministrstva, so vsi nehali delati. In če ti ne delaš pol leta na tako zahtevni vsebini, jasno potem dobiš novo vlado, in zdaj ljudi pozivajo, da dajo podporo nedelu in nemoralnemu delovanju proti našim starostnikom. In zato, prosim, glasujemo proti, ker če glasujemo za novelo, ki odmika pravice naših najbolj krhkih starostnikov in odmikamo tudi oskrbo na domu, ki je na današnji dan potreba približno 60 000 ljudi. Od tega je vsaj 40 000 ljudi, ki so po možganski kapi, ljudi je približno 4 000, ki imajo multiplo sklerozo in ta zakon bo zagotavljal seveda pravice ne samo od 65+, ampak od 18+. Lahko bolj v zakonu, še detaljno, ampak to za uvod. Alenka, hvala. Še eno vprašanje bi imel. Res si poznavalka te problematike in sem bil zelo vesel, ko sem videl, da si se prijavila kot fizična oseba v kampanjo. Pa me zanima, koliko si bila kam povabljena? Jaz sem se uradno prijavila na javni RTV Slovenija.
povabili so me v vašo sredino, povabilo me je Delo, da sem dala neke komentarje, ampak to, se veš, kako je to, klic, kaj pa vi menite, a ne? Tako, da bi pa sistematično, da bi rekli, naredimo en prispevek, pa žal ne. Torej, Zveza društev upokojencev te ni povabila? Ne, nihče. Ampak, glej, jaz sem zdravnik 37 let. Imam veliko izkušenj, vodim diabetološko ambulanto, ker imam ogromno pacientov, ki so po možganski kapi, ki so dementni, ki so sami doma, ki si recimo ne morejo dati sami inzulina. Ko ostareli bolan človek ostane sam, ko mu partner umre, on shaja z minimalno penzijo in tak človek zelo težko, kar lahko primarja Remška potrdi, dobi dodatek za pomoč in postrežbo. Zelo težko. In če je, dobi tisto 150 evrov, 300 evrov. Praktično ne poznam mojih pacientov, ki bi imeli najvišji dodatek, ker je ta rezerviran za nepokretne, in ta zakon prinaša pravice za upravičene v zneskih, ki so 5-kratnik tega, kar imamo danes iz dodatka za pomoč in postrežbo. Vsakič, ko vidim svojega diabetika po možganski kapi, ali pa gospod, ki pride s knjižico, ker mož ne more, sem prizadeta, da imamo takšno vlado, ki najbolj nebogljenim, najbolj krhkim jemlje pravice, ki so, bom rekla, zelo evropske. Mi smo zadnja država v Evropi, ki tega standarda zakona o dolgotrajni oskrbi nismo sprejeli. Da pa ne govorim o političnih posledicah, pa lahko kasneje, kaj to pomeni, če bomo mi prekršili in ta zakon ne bomo uveljavljali, kaj to nad nami bedi strani Evropske komisije. Sam za eno kratko besedo, še pa končam. To je reformni zakon, nad katerim je ves čas stala Evropska komisija. In na Ministrstvu za zdravje smo iz evropskih sredstev, REACT-EU in ostale konte, dobili 225 milijonov evrov zagotovljenih nepovratnih sredstev. To je gradnja 2 negovalnih domov, to je gradnja nove infekcijske klinike v Ljubljani in v Mariboru. In če mi ne bomo implementirali zakona, verjemite, da Evropska komisija ne bo teh nepovratnih sredstev nikoli nam Sloveniji nakazala. En velik del segment je tudi 83 milijonov evrov za digitalizacijo slovenskega zdravstva, ker toliko vsi jokamo, koliko smo obremenjeni, koliko je administracije, koliko zdravniki ne morejo s pacientom, ker morajo drugo delati. 83 milijonov evrov je bilo predvidenih za digitalizacijo in razbremenitev zdravstvenega kadra administracije. In tudi tega ne bomo dobili. Ampak to je minorno. Mene boli zaradi mojega pacienta, ki je nepokretno v posteli, to, da pa ne bomo imeli infekcijske klinike, se bomo pa že mogli znajti pa drugje potem, ta sredstva dobiti. Ampak posameznik državljan, vsak v tisti ta zadnji vasi v Zgornji Kungoti, una mama, ki je tam sama, kot je kolega opisoval, za tisto me skrbi in mi je hudo kot zdravniku in človeku. Hvala lepa. Hvala. Kolega Cukjati, rekel si, da imaš tudi ti eno izkušnjo iz tega. Aha, bravo. A se slišimo? Ne? Se? No, jaz bi k temu še dodal naslednje, da se pa moramo zavedati, torej, da je za dolgotrajno oskrbo bilo vse narejeno, seveda do junija, in če bi se nadaljevalo, bi z lahkoto uveljavili s 1. januarjem. Z lahkoto. Finančna sredstva zagotovljena, priprava kadrov in tako dalje, podzakonski akti sprejeti. Slišimo pa še en razlog, da se ne da. Da se kratko malo, ne. Minister, ki je seveda na delu družino socialo, je rekel, in pa tudi premier, da to se ne da narediti, to se ne da speljati. To je pa res, veste. S tem kadrom so ga prečistili, so ga postavili, so zasedli ministrska mesta, se verjetno res ne da. Hvala lepa. Želi kdo besedo iz auditorija? Prosim. Ja, jaz bi povedal, Janez Kepicker, bivši političar. Da? Bi povedal samo glede mojo zadnjo izkušnjo glede pomembnega
segmenta, ki je bil tukaj omenjen, ga je gospa omenila, in sicer informatika v zdravstvu. Vpeljana je bila platforma Gospodar zdravja, to vemo vsi, samo ta platforma, zdaj kakšne so posledice uvedbe te, je korektna, pozitivno usmerjena, dobronamerna, samo še zmeraj je, sama platforma je tako komplicirana za uporabo, za prijaviti se vanjo in tako, da je pač kar precejšen procent ljudi, posebej starejših, ki potem bojo enostavno uporabljali druga dva tira, in sicer obisk v ambulanti ali pa preko telefona. Z uvedbo te platforme pa ni več možen e-kontakt, e-poštni kontakt z zdravnikom. Samo na to opozorim, pa boste poznali. Jaz sem se, recimo še kot bivši knjižničar, to računalniško sposobnost, se uspel prijaviti v to platformo, ki zagotavlja potem, se veste, naročanje, recepte in take zadeve. Verjamem pa, da se velik procent ne more in stvar torej poteka po 3 tirih. Se pravi, in je treba podatke zapisovati ročno, pa prenašati, pa to bo gospa bolj vedela. Hvala lepa za to vaše opozorilo. Ni neposredno vezano na zakon, najverjetneje. Alenka, boš komentirala? Ja, gre za informatizacijo v primarnem zdravstvu. To, kar vi ste povedali, to je zelo malo zdravstvenih domov uporablja, to je neka regija, neko okolje. Recimo pri nas v Zasavju naši pacienti tega ne uporabljajo, mogoče ne vem, z katerega kraja ste, ampak to ni mišljeno, veste, da dolgotrajna oskrba pravzaprav s tem ni povezana, to je nekako z dostopnostjo do primarnega zdravstva, kar ste vi naslovil, ampak dolgotrajna oskrba je pa socialni steber varnosti nekoga, ki je bolan, krhek, ki ne more več samostojno živeti, ki ne more vstati, ki se ne more obleči, ki se težko sam umije, ki se ne more sam skopati, ki ne more do trgovine, ki si ne more več skuhati. To naslavlja zakon o dolgotrajni oskrbi. Se pravi, obvladovanja domačega okolja in samega sebe. To je vsebina zakona o dolgotrajni oskrbi. Kolega Remškar? Ja, hvala lepa. Jaz bi v zvezi s to res, jaz temu ne moram reči drugače, kot brezobzirnost sedanje vlade, predstavnikov sedanje vlade in njihovih podpornikov. Ilustriram. Mi smo imeli situacijo s COVID-om. Vlada je v izjemno težkih razmerah, ko so se borili s tem, uspela pripraviti zakon sprejet, ki ni bil sprejet 20-17 let. Kot prvo. Ob tem pa posebej podarjam, nikjer ne zaslediš ob demagogiji Marcela Štefančiča in kompanije, kaj je bilo v resnici. Lahko greste na internet in natančno pogledate podatke Svetovne zdravstvene organizacije, ki so v tem primeru konkretni in natančni. WHO, torej COVID-19 pandemik. Po vsaki državi, od ukrepov do zdaj že cepljenja in tako naprej, do zastoja v šolstvu, do omejitev gibanja in tako naprej. Daleč od tega, kar so nam skozi prali in kar so bili ukanjevalci nas vseh, takrat še opozicija, da bi bilo vse to res. Samo en podatek bom še dal. Torej, glede na število inficiranih in glede na število umrlih v Evropi, ob izjemno težki situaciji, ki smo jo imeli dejansko in jo imamo v domovih za ostarele, je Slovenija na 11. mestu. Poglejte si. In pravi kriminal je to, da na nacionalka ne pride s temi podatki. Temu jaz rečem dejansko kriminal. Torej, zdravstvena služba v domovih in vladni ukrepi, vsi so prijemali. Kolikor so prijemali v času, ko smo zelo malo vedeli o COVID-u, ko nismo imeli cepiva, ne zdravila, ničesar nismo imeli v rokah. Ob tem so šli še dalje in se kot naše ustavno sodišče
odloča in seveda obsoja odloke vlade. Profesor dr. Šturm je zelo natančno analiziral to situacijo. Malo pred smrtjo. Tako je, malo pred smrtjo, obsežna študija, kjer je zelo jasno, jaz ne znam v tem jeziku govoriti, povedal, da edina največja človekova pravica je pravica do življenja. Ta vlada, gospod Marcel Štefančič, je smežal tudi z mojim kolegom iz novogoriške bolnišnice, zavajal javnost, zavestno, samo iz principa, da je deloval proti vladi. Zelo sem jasen in tudi oster in stojim za temi besedami. In sedaj se nam dogaja nekaj podobnega. Se to je posod. Mislite, da so vsi anticepilci niso precepljeni, niste nekaj. Lari fari. Jaz trdim, da tisti, ki so najbolj glasni bili, so se lepo šli cepiti, pa so pa cerko zganjali zato, ker je bilo treba nekoga vršiti iz vlade, nič drugega. Hvala lepa. Jaz nič ne verjamem, jaz sem Tomaž, neverni. Da, tudi ta tematika, ki je zelo kompleksna in zelo emotivna, lahko se neposredno ne dotika današnje razprave, je pa seveda ima svojo zgodbo. Bi še kdo se oglasil? Če ne, bi jaz dal še mogoče, prosim, France? No, jaz bi samo še komentiral Avblja oziroma ugotovitev, da je bil zakon sprejet, ta zakon, novela o RTV-ju, da je bila na nezakonit način, torej postopek, nujni postopek in tako dalje. V času prve Janševe vlade sem bil predsednik parlamenta. Če bi meni Janša rekel, sprejmi ta zakon po nujnem postopku, da se čim prej losamo tega in tega, ne bi naredil. Bi rekel, oprost, to je pa v nasprotju s poslovnikom, zakonom in ustavo. Pika. Ampak Janša tega ne bi naredil, ker on je vedel, da je potrebno spoštovati poslovnik, zakon in ustavo, sicer se nam podre vse in sedaj se podira, gospodje in gospe. Hvala lepa. Jaz bi nadaljeval tukaj. Omenjen je bil profesor dr. Matej Avbelj. Ne vem, če vam je znano, da on nadaljuje tudi delo našega nekdanjega predsednika, žal pokojnega profesor Šturma, ki je uredil dve obsežni, ne vem, kako se temu reče, razlago ustave. Zelo obsežen, rekel, ustavno-pravni in teoretični, rekel, korpus. In Matej Avbelj je uredil tretjega. Torej, nikdorkoli, ko je napisal ta svoj zelo odmevni, bi rekel, dobro argumentirani tekst, jaz bi tukaj dr. Žiga Turka izval s tem citatom iz njegovega teksta. Nadaljujem prav tam, kjer je končal spoštovani kolega France Cukjati. Ne samo, da je bil ta zakon, govorimo o spremembi zakona o RTV, protiustavno sprejet po nujnem postopku, on to tudi zelo jasno utemeljuje procesno, če ni razlogov za tak postopek, je zadeva tudi protiustavna. Lahko. Seveda v postopku to ugotavlja ustavno sodišče, ampak, poglejte, to sploh nismo bili pozorni, zakon začne veljati brez običajnega 15-dnevnega vakacijskega roka. V trenutku, ko je zakon sprejet in je objavljen v uradnem listu, takoj v tistem momentu preneha mandat članov programskega sveta, nadzornega sveta, mandat nanjo vezanih odborov ter mandat generalnega direktorja, direktorja radija in direktorja televizije. In pravi, citiram, kot je predlagatelje zakona že takrat poučila zakonodajno-pravna služba državnega zbora, sta poseg v trajanje mandatov, da to pomeni poseg v zaupanje v pravo, ki mora biti posebej in prepričljivo utemeljen. Spomnil bi tudi na en podoben poskus, ki se je zdaj malo ustavil. Če se spomnite ta, kako bomo rekli, muzej slovenske osamosvojitve in nek drug muzej, spremembo teh muzejev, teh organizacijskih oblik,
ki bi tudi pomenila, da bi se direktorjem, ki so sredi mandatov, da bi jim prenehal mandat. Tako enostavno pa to ne gre. Ne? Tako da bi te Žiga Turk izval, ti si bil popolnoma, rekel tukaj, kruto jasen. Glavni razlog, glavna motivacija za sprejem tega zakona je ravno to, da se vsi mandati preprosto zbrišejo. Ja, vse to so tudi predlagatelji tega zakona jasno povedali. Ne? Oni so povedali, da želijo urediti RTV, da želijo urediti RTV kadrovsko. Ne? In potem, ko so se šele zavedli, da je to slab izgovor za sprejem zakona, so začeli govoriti pravzaprav, ne, mi želimo spremeniti proceduro, po kateri je prišlo do take izbire. Ne? Jaz se bojim, da imamo mi opraviti z eno oblastjo, ki misli, da je vse dovoljeno, oziroma ki misli, da je večini vse dovoljeno. Ne? Da je izginila vsaka ali pa vsaj večji del neke dostojnosti, ki je v politiki do zdaj bila. Včeraj smo imeli en pogovor na Sloveniji 1, kjer je tudi bivši predsednik vlade Miro Cerar sodeloval. In dejansko iz tistih časov, tudi iz kakšne druge leve vlade, se je šlo na trdo, se je šlo, kako bi rekel, so imeli drugačna mnenja. Ne? Ampak tako brezobzirnega, neobvladanega, oblastnega ravnanja, kot smo mu priča zdaj, tako rekel, sovražnega pravzaprav raziranja iz principa čisto vsega, kar je naredila prejšnja vlada, česa tacga ni bilo. Ali so bili ljudje bolj dostojni, ali so se zavedali, da za njimi lahko pride kdo drug, ki bo potem delal isto in pravzaprav ne bi bilo fajn, da smo taka država. Ampak tile pa kot da so prepričani, da so ta zadnji, da nikoli se ne bo nič drugega spremenilo. Ne? Pač tega samo omejevanja ni, ki je značilno pravzaprav za vse demokracije, da ti ne rineš z vsako stvarjo čisto do konca, kar lahko. Ne? In bojim se, da bomo verjetno to videli v nadaljevanju, da bo to vladanje s pravom, ne vladavina prava, kjer je pravica slepa in ne ve, v katero smer mora soditi, ne? Da bo vladanje s pravom, kjer je pravo orodje za to, da lahko neke stvari, politične stvari spelješ, da bomo tega videli še več. Jaz tudi cenim kolega Avblja, hkrati sem pa že toliko enih pravnih mnenj videl, da vidim, da pravo ni matematika. In da v pravu je lahko 2 + 2 5 ali pa 7 ali pa 28, pač, ne. Odvisno kdo bo o tem govoril in ni prijetno v taki državi živeti. Ne? Ni prijetno in ni prijetno to tudi, in to se pa potem kaže na drugih področjih, ne? Ni prijetno za tuje investitorje, ki živijo v enem takem, oziroma ki prihajajo v nek prostor, kjer se na pravico, niti na neko osnovno pravico ne morejo zanesti in potem seveda ni tujih investicij, če pa so, pridejo pa kakšni gangsteri, krjavljeni in podobni. Ali pa taki, ki upajo na res velikanske dobičke in ki nam tukaj le delajo škodo. Hvala lepa. Jaz bi rad tukaj na tem mestu še eno misel povedal, da bi rad verjel v strokovnost in odgovornost in kompetenco Slovenskega ustavnega sodišča. In tukaj bi citiral misel, ki je dr. Avbelj na to temo napisal. Zakon tak, kot je, namreč ne more prestati ustavno-sodne presoje v nobeni, vsaj malo normalni ustavni demokraciji, ki je zavezana spoštovanju minimalnih standardov evropskega ustavnega prava, kot jih je v svoji večdesetletni sodni praksi razvilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Konec citata. Če kaj, potem nam je vsaj referendumska kampanja dala priložnost, da o teh stvarih odkrito govorimo. In nobena beseda ne pade v prazen prostor. Vsaka beseda je na nek način tudi pritisk. In zato je tako pomembna, jaz bi rekel, kljub vsemu aktivni angažma
civilne družbe tudi v tem slovensko poosamosvojitvenem prostoru slovenske politike. In Zbor za republiko je tukaj po moji oceni odigral v tem primeru pomembno vlogo. Jaz bi počasi naš pogovor zaključeval, če ni nobene dodatne intervencije, bi samo spoštovane kolege prosil, da morda na kratko v vsebinskem smislu povedo, zakaj slovenskim volivkam in volivcem svetujejo oziroma so prepričani, da je na referendumu, ki bo to nedeljo, potrebno glasovati proti. Pa bi začel z gospodom Hojsem. No, jaz mislim, da smo v teh 3-4 tednih oziroma celo več jasno povedali, zakaj je potrebno te zakone zavrniti. Jaz naj še enkrat povem, ne glede na to, da sem danes predstavljal tukaj zakon o vladi, da se mi zdi najbolj pomemben izmed vseh zakonov gotovo zakon o dolgotrajni oskrbi za neko našo prihodnost, prihodnost enega uravnoteženega poročanja, gotovo tudi izjemno pomemben zakon o RTV-ju, seveda pa ni nezamrljiv tudi ne zakon o vladi. Zakon o vladi je potrebno zavrniti zaradi tega, ker je dražji, ker je nesmiselen, zaradi tega, ker je pravzaprav pisan na kožo tistim, ki so na volitvah izgubili in to tako izgubili, da jih volivci niso poslali niti ne torej jih niso niti poslali kot reprezentante v državni zbor, torej ostali so izven državnega zbora. In morda zaključim s tem, da tisti malo starejši se spomnimo, da smo enkrat take referendume že zmagali. In takrat smo bili 3-krat proti, mislim, da je šlo za zavarovalnice, pa še za 2 druge stvari. In verjamem, da lahko tudi tokrat, torej ta teden, to nedeljo, z 3-krat proti zavrnemo dejansko to, kar je povedala najbolj plastično gospa Alenka Forte, torej zakon ali pa zakone, ki so dejansko škodljivi za slovenski narod. Predvsem so pa, če govorimo o zakonu, sramotni, da ga sploh nekdo upa tako na škodo ljudi predlagati. Hvala lepa. Kolega Remškar, zakon o dolgotrajni oskrbi. Ja, ponavljam, pa tudi besede gospe Alenke Forte. Torej, z glasovanjem proti noveli sedanje vlade, bomo glasovali za to, da bo uveljavljen zakon, ki je bil sprejet decembra 2021. Zakaj je to pomembno? S tem zakonom bomo končno prekinili kalvarijo vseh tistih, ki so v domovih in ker imajo nezadostno oskrbo, neustrezno oskrbo zaradi kadrovskega primanjkljaja in enako tudi za tiste, ki žele in imajo možnost oskrbe na domu. Skratka, realizirali bomo tisto z glasovanjem proti, kar nas Evropa opozarja praktično 10 let. Hvala lepa. Zakon o RTV-ju, dr. Žiga Turk. Jaz mislim, da v vsaj 2, če ne 3 primerih teh referendumov gre za vprašanje, ali je Slovenija pluralna demokracija, ali je Slovenija država, kjer se na oblasti izmenjujeta 2 opciji in kjer so rešitve enkrat mečkano bolj leve, drugič mečkano bolj desne. V zvezi dolgotrajno oskrbo tudi jaz mislim, da je to najpomembnejši zakon, da je treba biti proti temu, da se uvajanje dolgotrajne oskrbe odloži. Vezano na to poanto o demokraciji in demokratičnosti v Sloveniji je pa seveda vprašanje, ali lahko neka vlada nekaj sprejme, ki je iz drugega pola in potem to ostane. Ali je treba vsakič, ko se vlada zamenja, vse vreči v kanto, kar je prejšnja vlada naredila. V zvezi z zakonom o RTV sem povedal, če želimo, da bodo prebivalci te države, ki plačujejo RTV prispevek, obveščeni tudi o tem, da neka vlada sprejme nek zakon po nezakonitem postopku, ki je v svojem jedru protiustaven, potem bomo zavrnili zakon o RTV-ju. Zato, da bomo slišali, da bo RTV kritičen tudi do vlade, kadar ta vlada ni desna. Tako da to je odločitev. In če bo večinska odločitev, da se podpre te zakone,
bomo pač vedeli, v kakšni državi živimo in se bomo verjetno morali temu primerno tudi organizirati. Hvala lepa. Še en dodatni argument? Če smem samo reči... Tole? Tole? Torej, če imamo v Sloveniji približno 600 000 upokojencev, kako si drznejo pozvati ljudi, da glasujejo za odmik zakona. Glasujte, prosim, proti spremembam, proti noveli zakona, ker jaz in vi in vaši otroci, ko bodo dopolnili 18 let, bodo lahko koristili pravice iz tega zakona. 1.1. pa že vsi, ki so danes v domovih za starejše. Hvala lepa. S tem zaključujemo. Želite še besedo? Jaz sem dolg časa dvomil, ali se ne sploh oglasil, ampak jaz bi rad apeliral na vse, da Andrej Fink je moje ime. Zato, da res naredimo vse, kar je v naših močeh, da preko družine, preko znancev, prijateljev, torej prepričujemo ljudi, da gredo najprej voliti in da seveda volijo proti, ne? Ampak zakaj? In jaz bi rekel, najprej zame osebno, morda se motim, je najvažnejši zakon o RTV. Zakaj? Zato, ker zakon o RTV je tisti, ki prihaja v naše domove 24 ur na dan, pa ne samo, da prihajajo v naše domove, prihajajo v naše možgane in se infiltrira noter. In nam po tistem povejo potem, če je zakon o dolgotrajni oskrbi tak ali pa tak dober ali pa slab, pa on ta tretji. Ampak preko tega potem mi dobimo ali ne dobimo, ker gre za to, nas informirajo, pa tudi nas ne informirajo o tistih stvarih, o katerih bi nas morali, ker mi plačujemo. In na ta način potem ljudje ostajajo tam preko radija, televizije in ne zvejo oziroma zvejo napačno. Mi bi pa morali vse narediti, da se to obrne, ampak resno me skrbi, da mnogi naši dobri ljudje niso dovolj informirani. Kljub temu, koliko nas je tlele, ne vem, ampak bojim se, da mnogi niso dovolj informirani in se bojim, da bi napačno volili. Hvala, dr. Fink. Hvala lepa. Na to bi jaz dodal na zakon RTV-ju, da temu je že leta, govorim, to niso poročila, to so priporočila še stare države. Hvala. Kateri so mogli delati, jaz sem bil še v vojski, smo mogli gledati Dnevnik. Poročila, tako, da smo videli, kaj je treba. Mogoče pride pa kakšna pomembna informacija. To so priporočila, ne pa poročila, to sem jaz nehal gledati. Hvala lepa. Gospod Cukjati? No, jaz bi samo še to dodal. Če bo vladni zakon o RTV sprejet in ga ne bomo zavrgli, potem bomo še enkrat sklicali javno tribuno, ker bo treba razmisliti, kaj narediti. Jaz take televizije, ki jo imajo v rokah tisti, ki jih je jebeno več, ne bom plačeval. Tako je. Bravo. Tako je. Bravo, Francija. Hvala lepa. Bodimo aktivni državljani, to, kar je dr. Fink na koncu povedal, spoštujmo ustavni instrument zakonodajnega referenduma, nikakor nas ne sme premagati volilna utrujenost, pojdimo v velikem številu na referendum in glasujmo po svoji vesti. Današnja javna tribuna je z vso odgovornostjo, ki jo premoramo člani Zbora za republiko, z ljudmi, ki poznajo vsebino, vam dala argumente, da se boste na referendumu odgovorno odločili. Hvala vsem. Hvala lepa.